Danes bi rad z vami delil nekaj o branju Svetega pisma. Veliko ljudi reče, da je Sveto pismo težko zabrati, pa da so ga poskusili, pa so nehali, ker je čudno. Je res, zato ker pogled na življenje, kot ga daje Sveto pismo, je tako zelo drugačno včasih od našega pogleda na življenje, da preprosto obupamo nad tem, da bi razumeli, kar beremo. In pa zapremo in odložimo. Bi rad z vami delil eno prispodobo, ki pa pomaga razumeti, zakaj je vsem dobro brati Sveto pismo. Vsaj meni je dosti pomagalo. Ljudje smo po eni strani podobni kozarcu čiste vode. Če so v nas čiste misli, če stvari vidimo jasno, če so v nas čiste želje, potem stvari dobro vidimo, ker skozi ta kozarec se tudi dobro vidi. Vsi imamo izkušnjo, kako se lahko to spremeni, ko doživimo nekaj slabega. Če recimo te je kdaj ugriznil pes, je to nekaj slabega. In od takrat naprej vsakič, ko boš srečal kakšnega psa, boš na tega psa verjetno gledal skozi to izkušnjo. Ga ne boš več videl takega, kot je, čisto, ampak ga boš videl že z izkušnjo, ta pes me pa lahko ugrizne. Zgodi se nekaj podobnega, kot če bi kapnili v ta kozarec vode eno kapljico črnila. Zdaj, prvi hip se ne zgodi nič posebnega, ni kaj strašnega. Ampak ko gre življenje dalje in naše misli se mešajo in kar naenkrat ugotovimo, da se zdaj nič ne vidi. Ker je voda v kozarcu zamazana in vsako stvar, ki jo bomo skozi to vodo gledali, jo bomo videli slabo. To je tisto, kar se nam dogaja. In zdaj, kako doseči, da bi bila voda v kozarcu spet čista? Če vprašate otroke, imajo oni izbir. Čisto enostavno rešitev. Ja, zliješ vodo ven in naliješ novo vodo noter. Tada, voda čista. Ja, ampak to je pomenilo, da se jaz odpovem vsem svojim slabim izkušnjam, vsem svojim slabim mislim, vsem svojim slabim željam. Popolnoma odpovem. Wow. To je težka stvar. Redki so se popolnoma sposobni odpovedati sebi v celoti. So ljudje, ki so to zmogli. Meni pride na misel recimo mati Terezija, ki se je odpovedala svojemu življenju zato, da je služila v Bogu. In je delala v življenju mnogo stvari, ki ji niso bile všeč. Ampak se je odpovedala sebi. Nismo vsi iz takega testa, kot je bila na primer ona ali pa še kdo drug. Zato je pomembno, da se zavedamo, da je še en način, kako kozarec umazane vode spremenimo v kozarec čiste vode, skozi katero se spet vidi čisto in prav. A na uganjanje. Zelo preprosto. V kozarec začnemo nalivati čisto vodo. Seveda bo šlo čez. Ampak če vztrajamo in še kar naprej nalivamo, bo voda v kozarcu zmeraj bolj čista. Počasi, ampak zanesljivo bo postajala čista. In če bomo dovolj dolgo časa nalivali, bomo dobili kozarec čiste vode. In nekaj takega se dogaja, ko beremo Sveto pismo. Takrat vase nalivamo čist pogled na svet. Dober pogled na svet.
In ta pogled, čeprav je tako drugačen od našega, da ga dostikrat ne razumemo, počasi začne izpodrivati tiste naše slabe poglede na svet. In dlje, ko bomo brali, bolj jasno bomo videli življenje. In potem bomo tudi bolje živeli. Ja, in iz izkušnje lahko rečem, da to kar drži. Tako da vas spodbujam, da doma poiščete Sveto pismo in ga začnete brati. Kje začeti? Verjetno najlažje pri evangelijih. Ampak več o tem pa